Seveda sem res noter. Kolegi in še prav lepo pozdravljam pa častno članico društva Lipa Maro Viler. Veste, pred 19 leti smo se srečali v Lipi in smo začeli z svinčnikom in tako naprej. Ja, pot 19 let ustvarjanja, 19 let združenja, 19 let prijateljevanja in iz tega društva, iz tistih začetkov smo ponosni lahko, da so se kar nova društva, likovna društva ustanovila. Mogoče bom kjer razpustila, zagotovo pa ne bom preveč v Radomljah. So šle iz nas v Cerkljah, Kanada, v Mengžu
ne vem, kako je v Trzilu ali pa še kje drugi. Če vam odkrito povem, ko sem jaz to zvedla, joj, zdaj bojo šle pa Dune v Radomlje, pa bojo na svoje, sem pa kar mi čutko nejevoljna. Pa sem rekla, zakaj? A ni to lepo, da se to širi med ljudi in da se približa tem ljudem, kjer živijo in delajo. Ponosna sem na to, kar se je v Lipi dogajalo. Ponosna sem, drage slikarke, slikarji, da ste to tako lepo ustvarjate, slikate in da ste dobili nagrade na raznih ekstemporah, na razstavah. Skratka, ja, ponosna sem na nas. In zato, da ta likovni krožek dela tako, kot mora, smo jo zagotovo eno povezava med skupino in vodstvom, imajo animatorji. Dragica pa Mira, hvala lepa za vajno sodelovanje, samo najlepšo je, ampak iz srca. Hvala lepa. Skupaj sva začeli s Minčnikom pa z Redirko. No vidiš, kam si Minčnik. In pa, poglejte, kar nekaj pobud je bilo, da bi kakšen drugi mentor prišel v Lipo. Ampak Mojce ne damo. Mojca, hvala lepa ti za vse, kar si naredila. In še tako naprej. Hvala lepa vam. Draga Metka, Uježeš, Marija. hvala za vse. Bila si nam kot mama. Že mama, od dveh Hvala lepa. Three
vzdušje, ne? Sta siničke ali prepeličke ali kaj? Strunice. Šolčki, ki so rodili. Strunice. Siničke pa strunice. Jaz sem pripravila danes nekaj, kar sem napisala že za tale bilten, ki bo išel ob naši Mara. Ko smo bile mlade. Ampak se mi je tako spontano danes popoldne zgodilo, da je moj Tone napisal za Zarjo, ki jo seveda berete množično, tudi zaradi njega. In je poljubno oddal in rekel, veš, sem tako ponosen, sem napisal tisto zgodbo o Minki, ki sva jo tudi Minko srečevala midva v enem pred leti v enem delu skupnega življenja. In sem rekla, veš kaj je Tone, jaz bom pa tole mi sprintaj, jaz bom pa tole zgodbo prebrala. Potem pa še tisto, kar se mora. Na temenu pripoved Modre starke. Na temenu oblega... Pardon. Ti si slavistka. Samo enkrat sem prebrala. Na temenu oblega griča je v vrsti sedelo 5 hiš. Okrog njih so bili vrtovi, obdani z lesenimi plotovi in starosadno drevje. Ob vznožju so njive razmejevale senožeti, ki so na dnu doline prehajale v star gozd, poln mogočnih dreves. V zadnji hiši na robu slemena je živela starka, ki me je začarala s svojo modrostjo. Spoznal sem jo, ko sem pri njenem svaku, s katerim sva skupaj živela, več let kupoval krompir. To je bil najboljši krompir, kar sem jih v življenju uživ. Starka je nosila eno izmed običajnih ženskih imen, ni pomembno katero. Njeno zgodbo sem nosil več let in prišel je čas, da vam jo povem. V resnici ne znam povedati, ali je sploh obstajala, kajti danes se mi zdi kot prikazan spomina iz davnih dni, morda podoba Modre starke vzeta iz mojih sanj. Njene redke tihe besede in njen ogoreli obraz s štrenastimi belimi lasmi, ki so štrlele izpod rute, so dajali vtis bitja, ki ne sodi v ta svet. Imela je velike in temne oči, skoraj črne, kot nebo brez meseca. Vidim jo prihajati v vetru, globoko sklonjeno s plapolajočo ruto in stisnenih ustnic. Kakor da pod ruto s seboj nosi preostanek lepih sanj in grenkih spoznanj. Premlevala jih je vse življenje, ko je prezebla šla po drva in zakurila ogenj v zidanem štedilniku, da je pogrela vodo za jutranji čaj, ko je pletla košare iz vrbja ali pa v hudi vročini delala zgrabke iz sena. Vedno je nosila ene in iste cunje. Njeno od dela upognjeno koščeno telo, ostre gube na obrazu in razbrzdane roke so bili njen odgovor na skromno življenje, usklajeno z letnimi časi. Leto za letom, nenehno ponavljanje večnih opravil, rituali kmečkega življenja od pomladi do zime, od zore do mraka. Nikoli se ni pritoževala. Kazala je neverjetno moč duha in dajala vtis vztrajnosti kamna. Toda ni bila kamnitega srca, čeprav včasih odrezavih besed, je bila sila rahločutna in občutljiva. Njen trden značaj je nenehno izžareval nedotaknjeno nežnost. Včasih je umolknila s priprtimi očmi. Zdelo se mi je, da zre navznoter, v globino duše in posluša notranji glas, kajti pogosto je po premolku izrekla misel, ki ni imela nobene zveze z najnim pogovorom, kakor da je skozi njo spregovorilo neko drugo bitje. Sedela sva na klopi pred hišo in se pogovarjala o lesnikah in jabolčnem kisu, ko je nenadoma rekla: ko sem bila dekle, sem silno rada risala. Risbe še sedaj hranim. Presenečen sem jo zaprosil, naj mi jih pokaže. Ne, so samo otroške risbice, navadne čačke. Vztrajal sem. Rekla je: saj niti ne vem, kje so.
In s temi besedami odrezavo zaključila pogovor. Ob naslednjem snidenju sem previdno ponovil prošnjo. Rekla je, pa zakaj sem želel videti? Še nobenemu jih nisem pokazala. Moji starši in sestra niso vedeli, da rišem. Zanje bi to bila izguba časa. Kregali bi me, zato sem risala na skrivaj. Potem je vstala in izginila v hiši. Vrnila se je starinsko modro mapo, prevezano z vrvico in mi jo vročila. Tisto, kar sem videl, niso bile risbe deklice, ampak prekrasni akvareli, ki bi sodili vsako galerijo. Vrstili so se motivi krajine, žitno polje, kolovozi čez travnike in obmejke, skupine dreves, sadonjaki, travniške cvetlice, sončnih barv in gozdne jase v jutranji meglici. Le strmel sem od začudenja, kakšne umetnine je naslikala roka preprostega kmečkega dekleta. Ko sem prišel do zadnjega akvarela, je vame zrl portret moškega. Takrat mi je iztrgala mapo iz rok, jo hitro zaprla in rekla, no, videli ste, kar ste lahko videli, sedaj mi je žal, ker sem vam pokazala te čačke. Izrekel sem mi svoje navdušenje, ona pa se je glasno zasmejala, zamahnila z roko in odnesla mapo v hišo. Kdo je ta ženska, sem se vprašal. Ali je še vedno mala deklica ali pa pooseblja nekaj, kar je staro pod ta svet. Še danes se živo spominjam čudovitih akvarelov cvetov Perunik, Telohov in Kresničevja. Resnično, če bi lahko opisal življenje in smrt cvetlice, bi opisal njeno življenje. Takrat še nisem vedel, da je bila cvet, ki se ga povonja in zavrže. Vendar sem slutil, da v njenem življenju obstaja neizrečena skrivnost, portret mladega moškega. Kdo neki je bil? Slutil sem, da je zadaj tragična ljubezenska zgodba mladega dekleta. Nekega dne me je vprašala, ali imaš žensko? Prikimal sem. Ali jo boš omožil? Ne vem, če je prava, sem z nasmehom odgovoril. Ona pa je resno rekla. Ne jemli dekleta, če ne poznaš matere. Kakršna je mati, takšna je hči. Glej, mater, jemli hčer. In pazi, kakšna je hči do očeta, taka bo do tebe. Dolgo je molčala, potem pa nadaljevala. V življenju vsake ženske obstaja en sam moški. Le malo kateri je usojeno, da ga sreča. Molčal sem, kajti čutil sem, da bo sledila njena izpoved. Z žrečimi črnimi očmi se je zagledala vame in rahel smehljaj ji je raznežil ostre poteze obraza, ko je spregovorila. Imela sem ženina, vendar le kratki čas, eno samo poletje. Bilo je poletje kot življenje dolgo. Ko je poletje minilo, je brez slovesa izginil v tujino. Vedela sem, da bo pobegnil pred mano. Čudila sem, da se me boji, da sem premočna zanj, da ga neizmerno ljubim, da sem preveč divja in neukročena, preveč samovoljna ženska. Večkrat mi je rekel, da sem nevarna kot volkulja. Najhuje mi je bilo sedeti ob njem, ker sem slutila, da ne bo nikoli moj. Nisem jokala, ko se je končalo. Srečna sem, da se je sploh zgodilo. Nihče na svetu si ne zasluži mojih solz. Tisti, ki bi pa si jih, me nikoli ne bi spravil v jok. V življenju obstoji le kratek čas sreče in da lahko zaobjame vse druge trenutke žalosti in preizkušenj. Potem je šla v hišo in prinesla pleteno košarico štrukeljcev, ki jih je spekla. Medtem, ko sem jedel odlično pecivo, mi je pripovedovala. Svet je narejen iz bolečine, življenje pa iz nežnosti. Tako je to. Sedela sva na klopi. Starka je vsak večer po celodnevnem delu sedla na leseno klop pred hišo in gledala sonce. Takrat sva sedela skupaj in mračilo se je, ko je končala izpoved. Pokrajina se je že zlivala v črnjavo noči, ko sem se poslovil. To je bil najin zadnji pogovor. Sedaj počiva blizu svojega nesojenega ženina na vrhu griča, kjer so pokopane tudi njene sanje. Ne mi ne zamerijo tisti, ki so mogoče malo trpeli, ker res sem želela, no, da tisti pa, ki ste pa to, ki pa do vas prišlo, je bilo pa verjetno.
Zdaj bi pa sam še tole, jaz sem se odločila, da deklet vseh ne bom predstavljala vsake posebej. Slike so opremljene z, mislim, da vse z imeni in priimki in vas vabim tudi po končanju, ko boste še le malo zabrenkale, po tem kratkem še predstavitvi našega krožka. Lipa likovnega, poklepetajte z avtoricami in avtori, ki so vsi tukaj. Nekateri so vam tudi spekli piškotke, malo novinca spili, še dober šnopček. Tako da ne zbežati domov, veselimo se še po uradnem delu. Likovnem krožku Lipi manjka še eno leto, da dostojanstveno praznuje 20. letnico obstoja. Pogukala sem v bilten, ki je še ob 10. letnici, v tistem začetnem obdobju so naše fotografije prisrčne, vesele in večina slušateljica še vedno po vseh teh letih rada obiskuje in prizadevno dela v naši učilnici, katero krasijo premnoga dela risbe in slike in pričajo o našem delu. V zadnjem desetletju je k nam prišlo precej novih članov in članic, tako da smo oblikovali kar 2 močni skupini, 12 slušateljic po vsaki, torej 24 avtorjev je v tem prostoru. V zadnjem desetletju, kjer se vsak četrtek dopoldne prepustimo ustvarjanju, spoznavanju različnih slikarskih tehnik, študijskem risanju in slikanju po programu, preslikavanju starih slikarskih mojstrov, uporabljamo različne motive po predlogah, predvsem pa iščemo nove likovne rešitve, se učimo teorije ter raziskujemo in iščemo še mnogo neodkritih, še mnogo skozi svoj lastni rokopis, še mnogo neodkritih občutij. Iščemo tudi originalnosti, jaz sem tle v oklepaju napisala upam si, a veste, včasih je treba brcniti, upam si, porint, stopiti in kar narediti. Življenjski pojavi se ne odvijajo premočrtno, temveč ritmično, v ritmu bije srce, v ritmu dihamo, se budimo, za nočjo prihaja dan, letni časi, leta. Ko smo skupaj, bije eno srce. Povezanost vseh v skupinah je neverjetna. Skozi leta zrela prijateljstva dajo zelo globoka občutenja, ta pa tudi lahko in skoraj praviloma prinesejo plemenite rezultate. Na osebnem nivoju, enako tudi na likovnih stvaritvah, ki nastajajo najprej v dušah, srcu, glavah in se potem še lažje prelijejo na papir ali platno. Naše učenke, skoraj da vse že babice, vzgajajo sebe v dobre, sočutne in vesele ljudi in tako posredno vplivajo na svoje okolja, otroke, vnuke. Poleg likovnih kompozicij, barvne harmonije in empatije, razumevanja vidnega in nevidnega sveta krepimo in negujemo odnose med seboj in dejansko tako izboljšujemo svoja življenja. Delovanje obeh likovnih skupin v Lipi in hkrati vsakega posameznika so v vseh teh dolgih letih druženja in učenja obrodili na stotine, tisoče dobrih sadežev. Posamezne razstave najbolj pogumnih, nekaterih že dobrih slikarjev iz obeh skupin so izredni. O tem priča veliko število povabil na prijetna slikarska srečanja, k sodelovanju na različne likovne natečaje doma v Domžalah, pa tudi vse povsod po Sloveniji in so dokaz, da nas imajo radi, da smo zanimivi, zelo ustvarjalni in imamo še veliko za povedati in za pokazati. Sami pa pravimo, smo zreli učenci, zavedamo se namreč, da z modrostjo v zrelih letih lahko veliko več dosežemo, kot smo si to lahko predstavljali kadarkoli prej. Hvala lepa za vse ustvarjalne ure, pa za vse spodbude, pa da bi še tako naprej sodelovali. Še do 20. Hvala lepa.
Schimmel, zing, zingle, zingle, zong, zing, zingle, zingle, zong, veselo je moje srce. Za enega poprosil bom, da drebil vas pojezbil bom. Zing, zingle, zingle, zong, zing, zingle, zingle, zong, veselo je moje srce. Čez tri gori, čez tri doli, čez tri zelene travnike, bom jezdil svoji ljubci v glas, prepeval in pliskal na glas. Hvala strunicam pa predeličkam. Vsem, ki niste avtori teh slik, ki so likovnih del, ki so na stenah, veliko jih je, ker smo želeli skoraj vse, verjemite mi, da smo to leto naredili pravzaprav še enkrat več, kot pisem. Moramo upoštevati tudi risbe, skice, še nekatere stvari, ki so na papirju in še stvari, ki smo jih delali za razne natečaje in tako naprej. Tako da to je ožji izbor, letos prvič smo same, samostojno, predstavljamo, zasedamo galerijo, smo jo čisto kopirali, smo kar celo dopoldne postavljali, bilo kar Dušan, hvala ti, ki si držal kladivo in klešča in tako. Hvala tudi seveda kulturnemu domu, da so nam tako zelo navdušenjem, tudi brez problemov, brez pardona se reče, tudi posodili ali pa dali na razpolago tale prostor. En teden dni bo to viselo. Čas, ki je odprt, je na vratih, visi na vabilu. Zdaj bi pa tako rekla, vsi tisti, ki nimate nič pri teh slikah, dejte tiste, ki so to naslikali, zagrabati in naj vam odgovarjajo na najbolj noro vprašanja, ker to smo se tudi naučili. Vse zakaj, kako, kaj pomeni in tako, to punce znajo same sebe zagovarjati, če že ne tudi sama likovna dela. Ponavadi avtorji tudi nič ne rečemo. Vse je tamle, tako je, ta trenutek sem te stvari tako občutil in kaj. Mama pravi, da je zelo pomembno tudi to duhovnost, torej glasba, umetnost, slike, od tega se živi. Zdaj, kakšen mesec, če sliko gledaš, še kar v redu, pol pa knjigi, Boštjano, bo kakšen krompir. Uživajte pa na zdravlji bomo tamle. Aha, nekaj. Jaz bi se še nekaj, hvala. Priložnost in vas vse skupaj povabila, Mojca Lipa praznuje letos 20-letnico. Letos, ja, 20-letnico, povabimo vas na Svečano akademijo ob 20-letnici in sicer 7. junija ob 18. uri v Berniku. Vabljeni. In zdaj izkoriščam, ja, nekaj, brez korenbe, in ki imamo pa še to vreme. Hvala lepa, se vidimo 7. ja?